Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Boštjan M. Turk in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o tem, kaj slovenski gradbeni lobi počne, ko je soočen s tujo, cenejšo in kvalitetnejšo konkurenco. Tino, predno smo šli na oglase, si nam razlagal, kako je, ko greš v trgovino. Izvoli, povej, kako je, ko greš v trgovino. Ja, če greš v trgovino in v njej najdeš cene, ki so bistveno više, da so še enkrat više kot v drugih, potem tja ne boš več prišel. Ne boš niti enkrat ponovil te napake. Kaj šele, da bi jo 4-krat ponovil. Torej, če daš za 1 kilo jabolk 2 evra v eni trgovini, ne boš v drugi plačal 6 evrov. Ti se nisi neumen. In boš vedel, da je tista trgovina pač draga in jo boš tako videl. Pri nas pa recimo Dars in druga podjetja, ki jih vodi država, vedno ocenjujejo investicije bistveno previsoke, kot bistveno predrage. In zato, ker so tako ocenili drugi tir, ker so tako ocenili TEŠ 6, ker so tako ocenili avtocestni križ, jim preprosto ne moreš verjeti. Ker to so eni in isti ljudje, eni in isti strokovnjaki, z kakšnega FDV-ja po možnosti. In jaz mislim, da, ne vem, osel gre enkrat na let. Zdaj, Slovenci gremo pa 30-krat. Z tega to res težko razumem. Je pa res, da tu mediji ne opravljajo prave vloge, ker bi mediji morali na te anomalije opozarjati. Imamo primerjalne študije, se točno ve, kakšna cena avtocest je bila v drugih državah. Jaz mislim, tako kot se spomnim malo čez palec, ampak na Hrvaškem mislim, da so bile cene avtoceste na kilometer v povprečju polovico niže kot pri nas. Ampak se pravim, to je stvar za novinarje, ki bi to morali raziskati in predstaviti. In zdaj ista stvar je tu pri temu predoru Karavanke. Če za avstrijski del, ki je enako dolg oziroma enako vreden kot naš, da ga lahko gradijo za tak denar, zakaj bi mi morali plačati toliko več? Zakaj bi hodili v dražjo trgovino? Jaz tega preprosto ne razumem. Oziroma razumem, ker vem, kaj je v ozadju. V ozadju so mešetarjenja, so posli pod mizo, so provizije, je korupcija in tako naprej. Ja, ampak v tem konkretnem primeru še ni bilo izbora. Tako da tle moramo dati kredit Darsu, vsaj če drugega ne, mednarodni razpis objavil in bomo videli, kaj bo. Ampak zdaj, če se vrnemo k temu primeru. Zdaj, ti podjetja, ki pač kritizirajo to turško podjetje v tem članku dela, tudi zelo skrbi, kako bo poskrbljeno za delavce. Pravijo, ne vemo, kako bo poskrbljeno za delavce. Zdaj pa pogledamo, recimo Kolektor, zaposleni tožijo 160 000 evrov, 2 tožbi. Potem, če pogledamo Gorenjsko gradbeno družbo, ima s tem še bistveno večje težave, kar se tožb tiče. Če pogledamo še podatek za Gorenjsko gradbeno družbo, režija, super. Skratka, 9 tožb, skupni znesek prek 2 milijona evrov, potem pa še češnja na torti. Direktor Gorenjske gradbene družbe je bil celo obsojen zaradi zlorabe položaja na zapor na prvi stopnji in mu za domnevno oškodovanje podjetja mu je sodišče izreklo 1 leto in 4 mesece zaporne kazni. Kaj nam to zdaj pove o stanju v slovenskem gradbeništvu? Če podjetja problematizirajo pri nekem tujem podjetju stvari, s katerimi imajo sami recimo zelo velike težave. Moja knjiga Kota 101, poglavje, ki je posvečeno gospodarskim anomalijam, nosi zelo, bi rekel, poveden naslov Karavanški prepad. Ne predor, ampak prepad. In seveda, to, kar je v Avstriji nemogoče, je pri nas mogoče. Človeč, to, kar je v Avstriji nemogoče, je pri nas ne samo mogoče, ampak zaželeno in ne samo zaželeno, ampak nujno. Ti, če hočeš priti v gospodarsko oligarhijo tega, bi rekel, tranzicijskega sistema, enostavno ne moreš delovati drugače kot na tak način. Pri teh gospodih seveda je razkorak med besedami in dejanji tako dolg kot recimo obe cevi Karavanškega predora skupaj krat 10 ali pa krat 100. Ti gospodje eno govorijo, drugo delajo, ker pa pri nas nimamo ustrezne pravne države, ki bi to sankcionirala, ker nimamo pač medijev, ki bi te gospode pač zavlekli za jezik, potem imamo stanje, kakršno pač imamo.
Tu se ne da napraviti kaj dosti, razen da se pač na to opozarja. Ne. Edino, kar vidim dovolj manevrskega prostora v tem, kar ste vi oziroma si ti povedal na začetku, da je bil pa Dars toliko pošten, da je dal mednarodni tender oziroma mednarodni razpis, tako da seveda zdaj je ta zadeva odprta in zdaj je seveda tudi pod kontrolo ne samo domače javnosti, dobro, te razen nas treh tukaj zbranih. Ja, pa naših gledalcev seveda. Ki o tem govorimo, mislim, da sploh ni, ne, jaz tega nisem zasledil, da bi bilo to kje drugje problematizirano, nasprotno, a ne, in zdaj, če je pač mednarodna javnost za to vpletena, potem bo seveda tukaj zanimivo spremljati nadaljevanje te zgodbe, je pa popolnoma preprosto, kaj bi pa jaz, če bi odločil, kaj bi jaz naredil, jaz bi dal Avstrijcem zgraditi še naš del predora, ker bi sistem zagotovil vsaj to, da ne bi bilo kraje denarja, da ne bi bilo malverzacij in da ne bi ljudi spet žejne čez vodo vozili. Glede, tudi v ozadju so pač v gradbeništvu od vsega začetka so strici iz ozadja, ne? Ker tukaj je bilo veliko denarja in zato so take provizije, zato se tako gradi, da se nekaj zgradi in po 2 letih podere in je v bistvu najboljši investitor država. To je zato, ker so določeni pač ti politični strici iz ozadja, ki delegirajo direktorje oziroma so delegirali prejšnje direktorje bivših podjetij SCT, Primorje in tako naprej. In kaj mene skrbi? Če bi tu šlo za lopove, ki so vendarle sposobni, bi to še bilo nekako sprejemljivo. Rečeš, pač ne gre drugače. Ampak tu vidimo, da so ti strici iz ozadja povsem nesposobni, saj so 2 veliki podjetji, kot je SCT in Primorje, uničili. Ne? To je recimo, če pogledamo posebej Primorje, ki je manjše, ki bi lahko preživelo brez nobenega problema, če bi se dali na to, bi ostale reference, ki bi bile dovolj dobre, da bi lahko še naprej kandidirali. Ne? Zdaj pa nima nobenih referenc, so pa in know-how in najboljše ljudi in mehanizacijo pa pretovorili iz Primorja, najprej na CPG, potem pa na Kolektor. Ne? In to je vse ta tranzicijska levica, ki to obvladuje, ampak kaže s tem, da je popolnoma nesposobna. Da ti eno tako podjetje, kot je bilo Primorje Ajdovščina, to so bili najboljši gradbinci v državi. Ne? Ni bilo največje podjetje, ampak so bili najboljši gradbinci, na katere smo bili ponosni. Ne? Cela dolina gre uničiti. Uničijo tudi nogometni klub, ki je bil 2-krat v finalu pokala slovenskega. Ne? Tudi to so uničili. Ne? In zdaj, kako bojo taki ljudje zdaj vodili dobro državo, kako bojo taki ljudje vodili še naprej gradbene posle? Lahko je samo nekaj vpremista, če ponujem. Poglejte, letos obnavljamo viadukt Rauber Komando. Je to res ali ne? Da. Lansko leto smo obnavljali viadukt Rauber Komando. Je to res ali da? Da. Ampak poglejte, kdaj smo zadnjič obnavljali viadukt Rauber Komando? Se kdo to spomne? Ne, pa vam jaz povem, leta 1998, se pravi natančno 20 let nazaj, smo obnavljali viadukt Rauber Komando. Naslednji veliki objekt na tem delu avtoceste je viadukt Črni Kal. Kdaj je bil zgrajen? Leta 2001, 2002, so šli stebri gor, 2003, 2004, se je to končalo. Se pravi, prihajamo v periodo, ko bomo morali tudi obnavljati viadukt Črni Kal. Če ga ne bomo obnavljali, pa lahko zastavimo vprašanje v smislu tega, kar je Tino Mamić govoril prej, ali so te obnove, recimo viadukta Rauber Komande, kako če so bile 20 let nazaj napravljene, da jih je treba zdaj ponovno izvajati, kako so jih takrat Hočeš reči, da bomo pol brali v delo članke Turški desant na Črni Kal, ne? Ampak se vama zdi... Tukaj samo glede Rauber Komande, tam leta 89, ne? V bistvu 10 let pred to prenovo, za katero govori Boštjan, je bila še ena prenova. Še ena je bila. In takrat se prav dobro spomnim, kako so strokovnjaki govorili, da so postavili premalo betona po vrh, zato ker so bili standardi preslabi. In da pač tega ne more izvajalec plačati. Ampak da zdaj bo pa na novo narejeno in da bo narejeno za prav. In potem vidimo, je bilo še enkrat in še ta drugič in ta tretjič in tako bo v nedogled. Ampak a se vama zdi, recimo, to je vendarle neka resna investicija, tam okrog 100 milijonov evrov. Za slovenske razmere to ni malo, ne?
mogoče malo za to turško podjetje, ki ima 7 milijard plačanih do zdaj del, ne, realizacije, ampak za nas je to veliko denarja. A se vam zdi, da se da na investitorje s takimi članki, kot je ta v Delu, vplivati, ne? Recimo, da sta vidva investitor, preberete ta članek in vidite, da v članku napišejo čisto neresnico, ne? Napišejo, da je investitor predvidel, da bo projekt vreden 143 milijonov evrov brez DDV, ko pa vemo, da je v razpisni dokumentaciji investitor predvidel, da bo projekt stal 121 milijonov 500 tisoč brez DDV. Se pravi, več kot 20 milijonov manj in to novinar mirno v časopisu zapiše. A bi zdaj navajal kot investitorja tak članek vplival ali ne bi vplival? In mislite, da se da s takimi članki potem vplivati na to, kdo je na koncu izbran za izvajalca? Torej, dalo bi se vplivati v času, ko je imel Delo ugled in vpliv. To je bilo v Slivnikovi dobi. Torej, zdaj se pa zagotovo ne, kajti Delo, prvič mu radikalno pada naklada, verodostojnost ima toliko, kot imajo, bi rekel, te posebna dekleta za posebne usluge, ki so posebej dejavna po noči. V katerih mi treba sicer nič ne vemo, razni izgovoric. Jaz sem rekel, na začetku sem rekel, vi morate Delo brati tako, da tisto, kar zapiše, preslikate. Se pravi, nasprotno drži. Ne? In recimo Reporter Delo dohaja, kar je ne zdaj bo 10 let, Delo dohaja po tiraži in po vplivu. Ne? Tako da to, recimo, da sem jaz investitor, bi se na to požvižgal, oziroma bi si pogledal VV Faktor, ne, in bi razumel, zakaj tukaj gre. In bi se potem seveda odločal po svoji pameti. Tino, kaj ti praviš? Investitorji so že itak v preteklih 25 letih ugotovili, da se v Slovenijo ne da vlagati ali pa da se zelo težko vlaga. Ne govorimo zdaj o tem, ki razpisuje, ne? Pri nas to ni tujc, to je DARS, to je samo, ali pa nekdo drug, recimo Družba za državne ceste ali pa kdorkoli. Ne? To je samo en primer, kako se ti razpisni pogoji spreminjajo in investitorji ne prihajajo k nam, ker nismo resni, ker vedo, da tudi če se bodo nekam prijavili, je potem v nadaljevanju moraš ali podkupiti določene odločevalce ali pa posla ne boš dobil. Ne? Oziroma, če se ne boš šel v določenih iger z strici iz ozadja in njihovimi izvajalci, ne boš posla dobil. In zato mi tudi pri temu razpisu imamo dejansko razmeroma malo tujcev. Ne? Se ni prijavilo ne vem koliko tujcev. Samostojno se je samo eden v bistvu. No, in zakaj? Zakaj? Zato, ker v Sloveniji ne moreš brez teh domačinov, ne, ki imajo tisti know-how, kako in koga podkupiti. Ne? Turški know-how, si rekel prej. Ja. A se strinjata s tezo, da je ta pač posel, se pravi ta projekt Karavanke, druge cev karavanškega predora, da je to neke vrste preskusni kamen potem tudi za drugi tir, ne? Če zdaj se nam zgodi, da to pač bistveno preplačamo, potem pri tistem projektu, ki je bistveno dražji, verjetno nimamo dobrih možnosti, da bi prišli pač s korektno ceno skozi. Seveda, in to jih skrbi, zato je bil tudi tako intoniran ta članek v Delu, ne? Se pravi, da umakne konkurenco in da se ve, kako se tukaj kuverte delijo in kako se pač denar pretaka. Ne? Zdaj, to je pa še večje, če je ta druga cev, recimo, vsaj nekje pogojno potrebna, mi se moramo tudi vprašati, v čigavem interesu je. Ja, ne v interesu Republike Slovenije primarno v interesu Republike Hrvaške in pa predvsem Republike Srbije, Bosne in vseh, bi rekel, migrantov, ki se skozi to ozko žrelo, če hočete, vozijo na svoje delo in potem med prazniki domov in spet nazaj. Ne? Republika Slovenija ni večinski uporabnik prve niti ne bo tudi večinski uporabnik druge cevi, seveda. Ampak to vsaj še ima nek smisel, medtem ko ta drugi tir, pa smo videli, v tej megalomaniji trošenja denarja davkoplačevalcev, nima pa nobenega smisla. To pa preprosto nima smisla. Avstrijci medtem gradijo povezavo železniško čisto v tišini Celovec-Gradec, ne? In bojo šli preko Trvizijo, Trbiža, bojo v Trst, ne? S tem se v Sloveniji tega sploh ni v slovenskih medijih, tega podatka. Ne? Jaz tem ljudem ne verjamem, ne morem jim verjeti, zato ker so to, kar so naredili z avtocestnim križem, pač ta tranzicijska levica, s TEŠ 6, to so vse preplačali krat 2. Drugi tir se tudi praktično mnogi levičari strinjajo s tem, da je to faktor krat 2 ali mogoče celo krat 3. In po drugi strani, ne vem, imamo, če so železnico od Postojne do Trsta
leta 1857 naredili v enem letu, ne vem, kako je možno, da mi 25 let o tem že govorimo in potem postavimo neke take cene. Standardi so bili takrat preniski, vse ti je Boštjan prej razložil, zdaj so višji standardi. Jaz mislim, da pač Franc Jožef je vedel kako in je imel te stvari poštimano, čeprav je bila država precej nedemokratična, ne? Ampak takrat so te stvari šibale in ne vem, zakaj danes ne bi. Oziroma, vem, zakaj danes ne bi, zato ker je do sedaj vladala levica in bojim se, da bo po 3. juniju ponovno vladala levica in bomo pač preplačali in Karavanški predor in drugi tir in tako naprej. In to se ne bo končalo, dokler ne dobimo enega Franca Jožefa oziroma nekoga, ki bo vladal državi in ne bo del te vladajoče leve oligarhije. Ja, minuto časa. Še nekaj, ne? Recimo drugo pa to kretino govoril, bohinjska proga, ne, z Solkanskim mostom, torej to so sami svetovni rekordi so padali, pa je bilo to postavljeno v 2-3 letih, a ne, s tuneli z vsem, ne, pa ni noben več govoril, ne. Vse na roke, ne? Z rokami so klesali bloke, ki so jih dajali v viadukte. Ja, delo je takrat očitno ali ni poročal, ali pa je drugače o tem poročal. Ne? Če bi poročal pravilno, tako kot zdaj poročal o aktualnih projektih, potem bi ta proga bila bistveno dražja in bi se tudi del časa gradila, tako kot je prav. Sem še eno na hitro vprašanje imam za oba, če lahko v enem stavku odgovorita, kdo bo po vaje bolj spreten zdaj tukaj, domači strici iz ozadja ali Turki, kdo bo koga preigral? Glede na to, da je to mednarodni tender, sem jaz optimist. Če to ne bi bil mednarodni tender, bi bil jaz pesimist. Ok, Tino? Ja, jaz se bojim, da bo kvečemu, če se bodo, da Turki bojo po mojem zgubili in se bodo potem pritoževali in vprašanje, če jim bo uspelo, zato ker je naše pravosodje, ko bi rekel, že pregovorno neučinkovito in ne sodi prav. Zato in ker je zlizano z vladajočo oblastjo, ne verjamem, da bi sodili kako drugače. Ok, hvala lepa za vajine današnje komentarje. Po oglasih pa vam pokažemo, kako je propadel podli načrt SMC in Levice.